dobili ste vabilo za današnjo tiskovno konferenco. Mislim, da imamo 3 vsebinske stvari, to je Patria, prva malo delo in pa pokojninska reforma, potem pa, če boste želeli še na kakšno vprašanje odgovor, ampak najprej izhodišče so te 3 stvari, pa je prosil predsednika za uvodno besedo. Ja, vsem lep pozdrav. Kot rečeno, najprej nekaj besed o zadevi Patria. Lahko rečem, da sem po prespani noči zadovoljen z odločitvijo sodišča. Ne glede na to, da je tožilka napovedala pritožbo, ponavljam svojo trditev, da gre pač z glavo skozi zid. Mi smo, kot je bilo rečeno, to zadevo obravnavali zelo podrobno na sodišču. Prebranih je bilo več kot 5000 strani, zaslišane so bile vse priče in ne verjamem, da bi lahko višje sodišče spremenilo odločitev, ki bila sprejeta strani okrajnega sodišča. Moram reči, da sem zadovoljen, da je prišlo do sodnega postopka, čeprav je bil zelo mučen zame, ampak zdi se mi pomembno, zato ker če ne bi bilo sodnega postopka, bi kot politik težko dokazoval svojo nedolžnost, ker bi to bilo pač odvisno od parcialnih političnih ocen. Lahko pa rečem, da volitve 2008, ki so bile močno obremenjene z afero Patrio, so pokazale, da ljudje ne verjamejo, da bi bil karkoli odgovoren v zvezi z zadevo Patrio, ker sicer tudi ne bi dosegli do takrat najboljšega volilnega rezultata. Veste, da je takrat stranka postala 4. najmočnejša stranka, dosegla 7,5%. Mislim, da sploh afera Patria je politična afera, ki se je začela s tem, ker sem šel v razpis. Vi veste, da je bilo že pod mandatom ministra Grizolda podpisano tako imenovano pismo o nameri in da je bil posel oklepnikov 8x8 praktično že dogovorjen. In če ne bi bilo tega razpisa, seveda se ne bi nič pretresljivega zgodilo, kot se ni v preteklosti tudi zgodilo recimo pri nakupu oklepnikov 6x6, ker je pač dobil posel tisto podjetje, ki ga je očitno neka politična opcija, ki je imela takrat zadosti moči, favorizirala. Jaz moram reči, da danes, ko sem odprl nekatere časopise, zlasti tukaj mislim na časopis Delo, ne morem verjeti, da tukaj komentator opisuje, da je Erjavca rešila gospodarska kriza. Bil sem prepričan, da s to sodbo, vsaj začasno, se me bo nehalo obremenjevati s to afero Patrio in da se me tudi ne bo več povezvalo, ker veste, da začetek se je pa začel tako, da naj bi bil koruptiven, da naj bi prejemal podkupnine. Če bi odprli pač časopise iz leta 2006 in 2007, bi lahko o tem brali. Potem veste, da je bila dana ovadba strani sistemske tehnike, da sem zlorabil uradni položaj kot minister za obrambo, je bila ta ovadba strani tožilstva zavržena in zato se mi zdi nerazumljivo, da se zdaj povezuje gospodarsko krizo z mojo nedolžnostjo. Moram reči, da je včeraj sodnik zelo jasno povedal, tisti, ki ste bili tam, ste lahko slišali, da sem oproščen zaradi tega, ker ni nastala škoda in ker tudi ne bo nastala škoda. Sodišče je tudi ugotovilo, da nisem nevestno ravnal. In tudi ministrica je zelo lepo povedala, da ne bo prišlo do nobenih zamenjav glede konfiguracije, ampak da pač pogodba ne bo spremenjena, da se bo izvajala tako, kot je podpisana. Zato se mi zdi izjemno nekorektno, da se pač nekateri danes poslužujejo takšnih izjav in moram povedati, da bom pač ne bo prišlo do upravičila, sprožil ustrezne postopke pred sodiščem, ker se mi zdi nedopustno, da se tako nekdo lahkotno poigrava
z mojo nedolžnostjo. Jaz mislim, da tudi komentatorji so zavezani k resnici in zavezani k spoštovanju sodnih odločb, čeprav ta še ni pravnomočna, ampak počakajmo še te pol leta in bo tudi ta odločba pravno močna. Moram tudi povedati, da nisem kršil nobenega predpisa. Berem o tem, da naj bi bil kršen investicijski program pa pravilnik. Ta pravilnik nikdar ni bil objavljen in nikdar ni obstajal in zato tudi ni mogel biti kršen. Sodišče je pa natančno ugotovilo, da sem spoštoval resolucijo, ki ga je sprejel Državni zbor, da sem spoštoval srednjeročni obrambni program za obdobje 2007-2012 in da sem spoštoval tudi zakon o temeljnih razvojnih programih, ki je opredeljeval, kakšna sredstva namenjamo pač za nabavo teh oklepnikov. In še nekaj bi povedal, za tiste, ki mislijo, da mora biti, pa bi lahko nastala škoda, če bomo realizirali to pogodbo. Poglejte, zato, da nastane škoda, ne zadostuje samo podpis pogodbe, ampak je potrebno tudi prevzeti vozila in je potrebno tudi ta vozila plačati. Jaz lahko garantiram, da kot minister za obrambo sem res podpisal pogodbo, ki po mnenju sodišča ni sporna, tudi po mnenju Računskega sodišča, saj ni sprožil nobenega postopka in da je prevzem teh vozil se začel z nastopom aktualne vlade. Do danes so 30 vozil prevzetih, 28 jih je plačanih in za škodo, če bi res obstajala, je pogoj ne samo podpis pogodbe, ampak tudi prevzem vozil in plačilo. Tako da mislim, da se bo moral še nekdo vprašati, če te teze držijo, pa ne držijo, glede na to, kaj je ugotovilo sodišče. Jaz pričakujem pač, da se me bo nehalo nadlegovati s to afero Patrio, ker dejansko kot minister za obrambo sem spoštoval predpise, sodišče je pa ugotovilo, da sem nedolžen. Zdaj, če tožilka vztraja z neresnicami, da naj bi ne vem kaj vse storil, zlasti kaznivo dejanje nevestnega dela, pa naj to pač dokazuje v sodnem postopku še naprej. Ampak kot rečeno, jaz sem prepričan, da nima elementov in da je žalostno pač, da se tožilka, ki je v posebni skupini za preganjanje organiziranega kriminala ukvarja z menoj, ne pa z drugimi zadevami. Vemo, kaj se dogaja v tej družbi, vidimo, kaj se je dogajalo v raznih tajkunskih zadevah in bi človek pričakoval, da bo to svojo energijo usmerila v te zadeve, ne pa da svojo energijo vlaga za potrebe dnevne politike. Na tej točki bom pač zaključil to zadevo Patria. Če te imeli vprašanja, bom seveda odgovoril, ampak pričakujem pa res, da se me neha nadlegovati. Če pa že kdo misli, da je še karkoli narobe, pa naj počaka še na sodbo višjega sodišča. Kar se tiče referenduma v malem delu, lahko povem, da stranka Desus pač ta zakon v malem delu podpira iz dveh razlogov. Prvič zato, ker menimo, da bo onemogočil nadaljnje izkoriščanje študentov preko študentskih servisov. Tudi tam so določene tajkunske zgodbe. Vemo, kaj vse so si nekateri nabavljali na račun dela študentov. In drugi razlog, zakaj podpiramo zakon o malem delu, pa je to, da malo delo je sedaj omogočeno tudi upokojencev. Veste, da upokojenci so ena najbolj ranljivih skupin in smo veseli, da preko malega dela jim je omogočeno, da na legalen način si izboljšajo svoj socialen položaj. Pred nami je tudi referendum o pokojninski reformi. Tukaj stališče stranke Desus jasno, mi smo proti
pokojninski zakonodaji, proti smo pa iz več razlogov. Prvič zato, ker minister dr. Svetlik, ki sicer prihaja iz naše kvote, ni upošteval niti ene naše pripombe. Vi veste, da smo se pogajali glede usklajevanja pokojnin najprej v razmerju 80-20, pristali smo nekje na 70-30, potem je pa se v zakonu zapisalo razmerje 60-40, to pomeni usklajevanje pokojnin z rastjo plač v 60%, z rastjo življenjskih stroškov pa v 40%. Mi smo prepričani, da to pomeni poslabšanje položaja upokojencev. Mi smo tudi prepričani, da podaljšanje delovne dobe ne rešuje v tem trenutku tega problema, pri tem, ko imamo 120 000 brezposelnih, pri tem, ko je 30% tega mladih, ki iščejo svojo prvo zaposlitev, za katere smo vlagali velika sredstva za to, da so se izobrazili, sedaj bodo pa očitno ostali brezposelni. Se nam zdi nesprejemljivo, da mučimo starejše, da ne podaljšujejo delovno dobo, medtem ko mladi, ki so polno energije, polno znanja, bodo pa ostali doma. Jaz večkrat pravim, da tiste demonstracije lansko leto pred parlamentom niso bile naključne in niso plod slabe vzgoje mladine, ampak gre za to, da praktično nimajo neke perspektive. Kako naj si mlad človek zagotovi družino, otroke, stanovanje, ko je pač brezposeln. In zaradi tega mi menimo, da tudi problem stabilnosti pokojninske blagajne lahko rešimo samo z zaposlitvami, s tem, da zaposlujemo mlade, ne pa z zatekovanjem že tako in tako mizernih pokojnin, ki so jih deležni upokojenci. Mi tudi pričakujemo, da bodo ljudje glasovali proti pokojninski reformi, to se pravi proti zakonu, in da bomo seveda na koncu morali pripraviti takšno pokojninsko reformo, ki bo bolj prijazna in bolj pravična. V stranki Desus nismo mnenja, da pokojninska reforma ni potrebna. Se zavedamo, da je potrebna in je veliko točk, ki jih je potrebno popraviti. Naprimer, pokojninsko blagajno je treba gotovo očistiti vseh teh socialnih transferov, ki so vključeni v pokojninski blagajni. Potem dobro bi bilo, da bi vsak, ki plačuje prispevke za pokojnino, vsak let dobil osebni račun, da bi vedel, če sem toliko vplačal, lahko pričakujem, ko bom star in ko bom izpolnil pogoje za pokojitev, takšno pokojnino, ne pa da se dogaja, da lahko vsaka oblast pač te relacije spreminja s spremembami pokojninske zakonodaje. Tako da mi pričakujemo, da referendum bo uspel, da bo pokojninska zakonodaja padla. Glede malega dela pa ostajamo optimisti, upamo, da bo ta zakonodaja sprejeta. Nam je pa edino žal to, in tukaj je tudi zamera do dr. Svetlika, da ni znal teh projektov uskladiti s socialnimi partnerji. Jaz mislim, da takšne reforme, kot je pokojninska, malo delo, malo manj, brez uskladitev s socialnimi partnerji, sindikati, zlasti pa brez uskladitve znotraj koalicije, da so obsojeni pač na neuspeh. Toliko z moje strani. Prosim za vaše vprašanja.